Kaj bi rekli, da je v idrijsko-cerkljanski regiji posebnost za gorske kolesarje in tisto, kar nudite najboljše za gorske kolesarje pri vas? Pri nas v Idriji in Cerknem in okolici seveda je ogromno možnosti za gorsko kolesarjenje. Nenazadnje imamo tudi na Javorniku Mountain Bike Park, se pravi raj za gorske kolesarje in spustaše. Bi pa omenila to posebnost, se pravi gorsko kolesarjenje v povezavi z ogledi raznih znamenitosti. Gotovo se zavedate tudi legalne situacije. Pri nas izenačena so pravzaprav kolesa z motornimi vozili, tudi krajinski park imate. Kako na to gledate, morda kaj posebej rešujete to? Trenutno še ne, se pa trudimo v tej smeri, da bi te omejitve nekako prilagodili oziroma kombinirali z glavnimi cestami, se pravi, da se čim več umakne iz krajinskega parka. Hvala lepa. In vse bralce mtb.si boste zdaj prijetni dami povabili na eno super prireditev. Torej, lep pozdrav vsem bralcem. Jaz bi vas, oziroma midve bi vaju rade povabile na prireditev Hopi naokrog. Torej, to bo prvi zabavni kolesarski maraton, ki bo potekal po Brkinih. Sicer bo to šele 1. oktobra, ampak vseeno dobro, da veste toliko prej, da se boste lahko navadili, pripravili kondicijsko, ne? Ker ta maraton bo kar zahteven, ne bo čist klasičen, ampak bodo vmes tudi malo postaje, boste probali kakšne lokalne specialitete, se pravi, da boste malo tudi okušali, pa tudi kakšne zabavne naloge bojo vmes za reševati, tako da kar vabljeni. Za več informacij obiščite spletno stran autentika.si. Kaj si pa vi mislite o taki fotografiji, ki predstavlja kolesarjenje med Snežnikom in Nanosom in s precejšnjo gotovostjo lahko rečemo, da je posneta na nelegalni poti? Torej se branite z molkom. Hvala. Ja, kot sam naš slogan pravi, odličnost na pragu Alp. Za gorsko kolesarjenje je odlična destinacija. Kar mislim, da je za gorske kolesarje dokaj pomembno. Kar se tega tiče, poletje še zna biti zelo zanimivo, ker se tudi lahko po smučiščih spuščate, se tudi pol gozdne poti, makadamske poti, ali pa če se gost sam kot tako odloči, da gre pač čist freeride, se spusti po goši Golteje, planota na 1540 metrov, tako da ima kar neke višinske razlike za premagovati, pa mislim, da nudi dovolj adrenalinskih doživeti samo po sebi. Gotovo poznate tudi legalno situacijo, kako je pri nas z vožnjo izven cest. Kolesa so izenačena z motorni vozili. Vi ste celo še v krajinskem parku. Kakšne so možnosti, da se legalizira kakšna gorsko-kolesarska steza pri vas? Jaz bi sami predvsem to, da se zakonodaja spreminja iz dneva v dan. Tudi pravilnik in določila se tudi spreminjajo. Samo življenje je tako, da nič ni zagotovega in da tudi v prihodnosti mislim, da bi se dalo tudi kaj v tej smeri urediti oziroma tudi narediti kakšne gorsko-kolesarske steze. Za gorsko-kolesarske steze. Hvala lepa. Boštjan Svete, sejem TIP, tip, kolo je med glavnimi simboli, ki se pojavlja tukaj. Koliko misliš, da je tukaj res zanimivih stvari za kolesarje? V turistični ponudbi je verjetno kar nekaj, ne? V turistični ponudbi je ponudba zelo bogata, predvsem je tukaj bistveno, da spoznamo Slovenijo, ki jo verjetno ne poznamo, in tukaj na enem koncu vidimo veliko destinacij, kamor lahko gremo, ne. Zdaj, koliko je pa kolesarskih ponudb, v bistvu zelo verjetno malo ali nič, ne. Škoda sejma je, da je ostal Jurček tamle prazen in je idealna lokacija za kolesarske razstavljavce in vse tiste, ki so kolesarstvu lahko kaj ponudijo.
Lahko pa rečem, da iz strukture obiskovalcev ljudi zanima kolesarjenje, ampak tukaj praktično nimajo te vsebine. V zadnji številki revije Bicikel se je pojavil oglas, ki napoveduje nek kolesarski sejem v marcu. Morda kaj več o tem? To je res. Bili so načrti, da bi bil kolesarski sejem tudi tukaj, ampak enostavno tudi termin mislim, da je prezgoden za kolesarski sejem. Ljudje oziroma trgovci niti nimajo vseh modelov ali pa kar bi hoteli predstavljati zdajle. V kratkem datum je bil objavljen, to se pravi 17. marec do 20. marec. Lokacija bo Gorenjska, v sodelovanju z najboljšim sosedom in kaj več bo pa znano v ponedeljek. Hvala lepa, gospod Sete. Torej, Zasavje je zdaj nova turistična destinacija in mi pošiljamo ljudi v Tri Krasne. Torej, če vas kdo pošlje v Tri Krasne, to več ni prav nič slabega, ampak vas pošlje k nam. Torej, pridite v Tri Krasne.